Lepo pozdravljeni v imenu Limfomskega tima Onkološkega inštituta. Na začetku bi rada čestitala društvu za pravzaprav ne sicer okroglo, vendar kljub vsemu resno obletnico res dobrega sodelovanja z nami. Poleg tega bi se rada predvsem zahvalila za to vse dosedanje sodelovanje in priporočila tudi za sodelovanje v prihodnje. Kaj bi izpostavila pri dosedanjem sodelovanju, dejansko vedno ste nas znali poslušati, vedno ste nas znali povprašati, kje so tisti problemi, pristopati k reševanju teh problemov, predlagati kakšne dobre zadeve. Poleg tega ste aktivno sodelovali pri izdanju različnih knjižic za bolnike in ne samo to, celo preganjali ste nas malo pri teh knjižicah, za kar smo vam zelo hvaležni. Omogočili ste nam rehabilitacijski program za naše bolnike, poleg tega se je izkazalo z različnimi donacijami in vsako leto obiskali naše hospitalizirane paciente, za kar smo definitivno zelo, zelo hvaležni. Če bo ostal nivo sodelovanja takšen, kot je zdaj, mislim, da si lahko vsi skupaj čestitamo in se definitivno res priporočamo tudi v bodoče. Tako da to bi bilo z moje strani. Hvala. Lep pozdrav. Najprej bi čestital društvo Limfom Levkemija za 15. obletnico obstoja. Se spomnim še začetku in tako kot vi se tudi vsi mi staramo. Društvo Limfom Levkemija se mi zdi izredno pomembna stvar, ker je za mene oziroma za nas nekakšen vezni člen med bolniki in nami, zdravstvenimi delavci, ker bolniki se nekako lažje odprejo neprofesionalnim ljudem in potem imamo možnost, da nekatere stvari, ki jih mi ne bi izvedeli, izvemo prek društva, kar je izredno pomembno. V zadnjem obdobju sodelovanja se mi pa zdi najpomembnejše, da smo pripeljali v severovzhodno Slovenijo celostno rehabilitacijo bolnikov z krvnimi raki. Pomembno se mi tudi zdi, da društvo pomaga pri prošnjah bolnikov in tudi nas za boljše pogoje, tako zdravljenja kot tudi diagnostike, in na ta način so prošnje lahko bolj uslišane, kot če bi jih samo izražali mi z naše strani. Je nekako širše, je to ima večji pomen, seveda, če potem to javnost in društvo bolnikov poudari težave, s katerimi se srečujejo bolniki. Ni dovolj le, da pač mi opozarjamo politiko oziroma vodilne na tem področju. Namreč naši bolniki z krvnimi raki so izrazito ranljiva populacija in za njih moramo še posebej dobro poskrbeti. V mojih dolgoletnih izkušnjah pri diagnosticiranju in zdravljenju bolnikov s tako težkimi, kot so hemato-onkološke bolezni, smo se srečevali oziroma sem se srečevala z različnimi in razvojnimi oblikami sodelovanja med bolniki in zdravniki oziroma zdravstvenimi delavci. Od tega, da je bil ta odnos popolnoma patriarhalen, to se pravi, da je bolnik slepo verjel in poslušal, kar mu je zdravnik rekel, pa do današnjih dni, ko je pa popolnoma liberalen oziroma guglističen, če smem tako reči. In tukaj je ključno mesto združenj bolnikov oziroma vseh laičnih združenj, ki predstavljajo nek most med izključno strokovnostjo zdravniškega dela in bolnika, ki v svojem postopku oziroma procesu od diagnostike do zdravljenja potrebuje poleg absolutne stroke še druge načine podpore. Tako da, tako Kristini kot celi ekipi se na tem mestu moram zahvaliti za pomoč, za ta most, ki so ga uspeli zgraditi, da je bolnikom lažja komunikacija pri postavljanju vprašanj, pri
razumevanju medicinskega izrazoslovja in pri sprejemanju tako bolezni kot zdravljenja in postbolezenski rehabilitacije in pomemben most oziroma pomemben način komunikacije za zdravnike, kjer smo prav z razumevanjem in s pripravljanjem gradiva v knjižicah, ki so bile namenjene bolnikom, spoznali tudi raznolikosti v izrazoslovju med izključno strokovnimi besedami in porabo bolj razumljivega jezika. Drugo, kjer je pa izobraževanje. Bolnik se ne more, oziroma zdravniki ne moremo bolnikov naučiti vse, kar mi znamo, oziroma vse, kar pričakujemo, da bodo znali in razumeli. In sporazumevanje bolnikov med sabo, ki imajo že izkušnje, ki so že neko zgodbo preboleli, je neprecenljive vrednosti. In upam, da bo ta ali in novejše ekipe in da se vam bodo pridružili še novi člani, ki bodo z enakim zanosom pripomogli k vzdrževanju stabilnosti tega mosta.